Hvaležno pozdravljeni. En podatek, ki vas zna malo presenetiti. Danes vsi govorijo o zdravi hrani in o nekih zdravih navadah, pa tavžent metod je za shujšati, pa tukaj ljudje pol hujšajo, da so vsak dan hujši. Ampak še nikoli nismo imeli toliko predebelih ljudi. Zdaj se rojevajo prve generacije, kjer so že dojenčki predebeli. In če takole pomislite in razmislite, kaj mislite, da je v svetu več predebelih ljudi ali preveč presuhih, podhranjenih ljudi? Veliko, veliko več je ravno predebelih. Torej na planetu je 30% več predebelih, kot pa podhranjenih ljudi. In to so informacije, ki si zaslužijo pozornost in danes bomo govorili o sladkorju, o cukru po domače povedano. Ali obstajajo zdrave variante, kjer vse najdemo cukr? Se včasih, ne vem, imate občutek, da seče pa, ne vem, malo kečap ali pa ne vem, kakšna taka zadeva, da pa nima cukra, nima sladkorja. Mogoče se vsi skupaj motimo, mogoče pa so sladkorji prisotni na mnogo večjih živilih. Danes v svoji družbi z veseljem pozdravljam Jeleno Dimitrijevič, certificirano nutricistko in tudi sodelavko trgovine, kjer jaz konstantno kupujem in vedno dobim dobre ekološke izdelke, tudi prva ekološka trgovina v Sloveniji, pravzaprav in hvaležna sem, da je 3 minute stran ali pa 2 minuti stran od našega studia. In ko govorimo o sladkorju, česa se, Jelena, ne zavedamo? Ne zavedamo se prvo, kje vse lahko najdemo ta sladkor. Ker danes ljudje, eni, ki so bolj ozaveščeni, seveda gre v trgovino, pa berejo deklaracije. Posebej, ko govorimo o predelanih živilih, o že vnaprej pripravljeni hrani, če hodimo v restauracije. Ponavadi nas ne zanima, kaj se nahaja v samih živilih in izdelkih, ampak je okusno ali ni okusno. Tako na tak način nekako izbiramo sama ta živila. In tukaj res moramo biti pazljivi, ker v bistvu sladkor ni več niti skrit. Tudi če beremo deklaracije, najdemo ga pod različnimi imeni, ampak ga definitivno prepoznamo, da je sladkor. In v tem primeru moramo res biti pozorni, a je to sladkor, ki dejansko prihaja naravno iz samega živila, ker recimo, če je kakšno živilo, ki vsebuje veliko ogljikovih hidratov in so to naravni sladkorji, ali je ta sladkor dodan. Tako da jaz res polagam na srcem gledalcem, da resnično, dokler se ne navadijo na določene izdelke, berejo deklaracije, ker sladkor je resnično povsod. Kot si že omenila v kečapih ali različnih drugih omakah, ki so že vnaprej pripravljene, ali recimo, ne vem, dodajo ga klasično v sladkarije, ampak tudi v hrano, za katero ne bi rekli, da je sladkor. Tudi recimo v kruh ga dodajo. Potem v kakšne druge živila, ki so vnaprej pripravljena, katera so slana živila. Ampak enostavno je povsod prisoten, ker tudi pojača ta okus in izzove odvisnost na določeni ravni, tudi če se jemlje v takih majhnih količinah. Predvsem zaradi tega, ker aktivira posebne centre v naših možganih. Na istem mestu so tisti receptorji kot za kokain, za droge. Tako da, ja, res je. Torej smo dejansko odvisni od kokaina? Hujše. So delali ene preiskave, zelo zanimive, nažalost na miših ali podganah, kot to ponavadi biva, ampak v glavnem so jih navajali prvo na kokain in potem so jim ponujali sladkor. In so jim dali izbiro, a bojo vzeli kokain ali sladkor. Zmeri so se za sladkor odločili. Zelo, zelo močna odvisnost, veliko hujša. Edina dobra stvar je, ko želimo prenehati z uživanjem sladkorja ali zmanjšati to količino, je spet lažje, kot da bi se odvajali od kokaina. Ampak so tisti otegnitveni simptomi podobni. Se tresejo, so živčni, se v bistvu tako ne počutijo se dobro, se potijo. Res so taki tipični simptomi, ki jih povezujemo z odvisnostjo. No, naj bo
namen, ker vsaka stvar pravijo, da mora imeti namen, pravi čas, pravo mero, to je taka sibirska modrost. Deva danes namen, da naše gledalce spodbudiva, da ko grejo v trgovino, da primejo stvar in pogledajo uno čudno stvar, ki jo rečemo deklaracija. Ja. Magar si lupo zraven nesete v trgovino, pa neste si jo. V kavčku so tudi lupe zraven, tako da res? ja, ni jim treba skrbeti za to. Krasno, tega pa nisem še opazila, moj vid me zaenkrat Nisi potrebovala tega, tako da... Ampak kako zdaj najdemo sladkor? Kjero vrstico moramo zdaj gledati, da vidimo, koliko je sladkorja noter? V bistvu tam, kjer ponavadi so sestavine, je že vključeno ime, da je prisoten kakršenkoli sladkor, hkrati pa tudi v tem delu deklaracije, ker je navedeno, koliko je recimo ogljikovih hidratov in od teh ogljikovih hidratov, koliko je dejansko sladkorjev. Aha, se pravi ogljikovih hidrati, Tako, pa tukaj od spodaj, od tega sladkorji. In potem bomo videli, recimo, če je samo živilo brez dodanih sladkorja, kar se vidi v samem seznamu sestavin, ki so v tem živilu. Kako se pa to vidi? Piše brez dodanih sladkorjev? V bistvu na določenih izdelkih tudi piše. Ko pa gledamo samo sestavo, potem se vidi, da je recimo, če je kakšno riževo mleko, potem piše riž, voda, pa ponavadi nekaj malo soli ali sončničnega olja dodajo. Tukaj vidimo, da ni dodanega sladkorja, ampak če je dodan, potem obvezno mora pisati, ali je fruktoza dodana, ali je saharoza dodana, ali kakršenkoli drug sladkor. Torej, kaj so sladkorje? Bodva čisto kar za 5-letnega otroka. Ja. Se pravi, fruktoza... Ja, v bistvu takole, sladkorji so ponavadi v dveh oblikah, treh. Recimo, osnovni so, tudi naše telo predela sladkorje do glukoze, ampak poznamo ponavadi monosaharide. Monosaharidi so v bistvu tako fruktoza, če se pojavi samo kot fruktoza ali samo kot glukoza. Če je samo kot glukoza, niti ni sladko. Tisto, kar je oza, ni v redu. Nič oza. Taki da sladek okus je v bistvu fruktoza, ne glukoza. Čeprav glikemični indeks ima višji glukoza, ampak poanta je te, da so razlike. Recimo, če mi pojemo sadje, sadje vsebuje enostavne sladkorje, kot je fruktoza, ampak tukaj je razlika, zaradi tega, ker ta sladkor, ki je v sadju ali v drugih živilih rastlinskih ali v zelenjavi ali v stročnicah, žitih, je v bistvu vezan tudi na nek način na same vlaknine in potem se ne sprošča tako hiter kot tisti sladkorji, ki jih najdemo v koncentrirani obliki, kot izvlečki. Druga varianta, recimo tudi sladkor imamo v mleku. Marsikdo ima težave prav z mlečnim sladkorjem, to je laktoza, ker nimajo, ker je normalno, ker tam od 5. leta naprej mi izgubljamo encimi, ki jih ne potrebujemo več, tako tudi izgubljamo laktazo in potem se ta sladkor, ki je v mleku, ne more predelati. Marsikdo ima težavo z laktozno intoleranco, to pomeni, da ne more predelati te sladkorjev, ki so v mleku. V mleku so glukoza in galaktoza. Potem pa imamo sladkorje, ki so v kompleksnih ogljikovih hidratih, kot v žitih, v stročnicah, kjer so vezane te molekule sladkorja, ki so te enostavne, monosaharidi so vezani s kemičnimi vezmi in potem se tudi razgradijo v našem telesu, ampak bolj počasi, ker tukaj je polnovredno živilo. Tako da to je razlika. Imamo iz naravne hrane sladkor in sladkor, ki se industrijsko pridobiva, da se dobi izvleček. Jasno. In vemo, kateri je vir bolj zdrav. Taki pride iz polnovredne hrane. To, kar pride iz industrijsko predelanih živil, odvisno kakšen je tip tega sladkorja, ampak tega uživamo zmerno. Če smo zdravi, če pa nismo zdravi, potem se tudi temu odpovemo. Ali je, ali ni najbolj butasto vprašanje, ki ti ga lahko zastavim to, da rečem, ali obstaja kakšna povezava z debelostjo, epidemijo debelosti in sladkorjem? Ja, itak, da obstaja, ja. To je eden med glavnimi razlogi, zakaj se je to sploh pojavilo. To je predvsem zaradi te presnove sladkorja. Tukaj je velika težava s samo fruktozo. Vemo že, sigurno si marsikdaj omenjala fruktozno-glukozni sirup ali koruzni sirup ali nekaj takega. V glavnem, fruktoza v taki koncentrirani obliki je problematična zaradi tega, ker se ona ne presnavlja enako kot glukoza. V bistvu kot drugi sladkorji na splošno, ker gre direktno v jetra in v jetrih se presnavlja
In če je tega preveč, ko jemo sadje, to čist drugače, tega ne moremo toliko veliko pojesti, ampak če jemo tako fruktozo, ki jo dobimo kot industrijski izdelek, potem se v jetrih ta odvečna fruktoza takoj spremeni v trigliceride, v maščobe in na tak način nastanejo zamaščena jetra ali ta presežek se tudi kopiči nekje drugje v telesu. Tudi z drugimi sladkorji enako, pa še hujše stvari. Recimo ta presežek glukoze, ko jo vnesemo v naše telo, nekako se nahaja v naši krvi in če mi nimamo težav z izločanjem inzulina ali če se ni ustvarila inzulinska rezistenca, se bo ta sladkor glukoze pospravil v naše celice. Ampak ponavadi v današnjem času, ko je toliko veliko tega sladkorja, inzulina se preveč izloča in potem ta sladkor nekako ostane tudi vjet v našem krvnem obtoku, kar povzroča težave. Se pravi, se lahko poškoduje stene ožilja, to pa povzroča dvig in ustvarjanje holesterola, da se popravi škoda. Tako imamo težave s srčno-žilnimi boleznimi. Potem tudi ta inzulinska rezistenca, ki nastane itak, vemo, da je vezana na diabetes tipa 2, lahko pa še ena taka sodobna bolezen, ki jo imenujemo je diabetes tipa 3. A res? To je zdaj tudi po novem. Obstaja, ja. In tukaj se navezuje na Alzheimerja, na demenco. Zaradi tega, ker v bistvu nastane inzulinska rezistenca tudi v naših možganih, oziroma možgani ne morejo več sprejeti glukoze, ni hrane, ni energije, mitohondriji ne morejo porabiti to energijo in nastane poškodba samih možganov. To se dogaja v tej kombinaciji sladkor pa veliko maščobe in to tudi zdaj povezujejo znanstveniki nastanek demence, Alzheimera s tem. Pa veliko drugih težav, recimo tudi rak, konkretno, ker vemo, kako je, ko nastanejo rakaste celice, imajo res debele ovojnice beljakovinske, in one se ne odpirajo, razen za sladkor. Razen za sladkor. Ja, hočejo jesti, hočejo hrano. Tako da je tole pa marsikatera druga težava, veliko stresa, utrujenost, ker sladkor nam dvigne energijo, tak občutek imamo na začetku, ker v bistvu to stimulira tudi serotonin v našem telesu, ampak čez pol ure že pade. Že pade. Ja, že pade in potem ta cikl se ponavlja in če se velikokrat ponavlja, potem res imamo težave, pa da ne govorim takole. Tudi staranje tudi kože, zgubljamo različne minerale, ki so ključni, pa vitamine in je to res velika težava, ker pol telo ne more normalno funkcionirati na vseh nivojih, na encimskem nivoju, presnovnem. No, ravno ta kombinacija s stresom me je zanimala, ker recimo, kar je zelo zanimivo, gledala sem same debelosti in prekomerne telesne teže, če tako rečem. Na prvem mestu so itak Američani, potem so Mehičani, ampak v zadnjih letih se je izjemno zvišala stopnja predebelih ljudi v Grčiji, kar je zelo zanimivo, ker včasih so bili Grki namreč zaradi mediteranske hrane zelo flinti, so bili bolj suhi, zdaj pa zaradi stresa in zaradi vse te krize in tako naprej je vedno več debelih. Se pravi, obstaja povezava tudi z temi zadevami. Ja, obstaja zaradi tega, ker v bistvu, ko smo mi pod stresom, izloča se tudi veliko stresnih hormonov. Stresni hormoni pol vplivajo na inzulin, na dvig sladkorja v krvi, ker ko smo mi pod stresom, v bistvu tudi se zgodi padec sladkorja in se mora nadoknaditi in pol tisti hormoni aktivirajo oziroma omogočajo, da se spet dvigne tale sladkor in ko se sladkor dvigne, potem spet imamo težavo izločanja inzulina. Če je presežek samega sladkorja v krvi, inzulin ima to funkcijo, da naredi zaloge, ker iz tega sladkorja spet naredi maščobe. In veš, da recimo čez večer užijamo nekaj takega, kar tudi enostavni sladkorji ali kakršnikoli drugi, se v bistvu zgodi oziroma inzulin se aktivira in zapre maščobne celice za 5 ur. In ni hujšanja. Ja, vse je kemija na koncu. Bodiva zelo konkretni. Se pravi, ob 3-4, ker ni ratal ob 1-2, pojesti kosilo, poješ neki na hiter, ne vem, ala testenine, karkoli pa že. Čez pol ure te že zagrab nekaj sladkega. Za sladke. Nujno nekaj sladkega. Se pravi, poješ nekaj sladkega, gre ti spet gor cukor in potem ti spet strmo pade dol in čez 1 uro, 2 uri spet rabiš cukor
in potem spet rabiš cukor in pol bi cukor in bi cukor. V bistvu tako, ko si ga enkrat probo, seveda, da si ga skozi želiš zaradi tega dopaminskega sistema nagrajevanja. Koliko dni traja? V bistvu je takole, moramo se zavestno odločiti, da zmanjšamo količino sladkorja. Nikoli ne bo ratalo, redki so primeri, ko reče, ne, od jutra jaz ne jem več sladkorja. Zmeri pri sladkorju gre tako, da ga malo prelisičimo, to željo po sladkem, tudi da pomagamo telesu, da se tudi hormoni lažje uravnavajo, ker tudi deluje sam sladkor na leptin, to je hormon za lakoto, zmeša ga čist, tako da ni več pravih, če je preveč inzulina recimo v telesu, leptinski signali ne pride v možganov in skozi dobivamo impuls, lačen sem, sladko. Tako da v bistvu ni problem, da mi tudi po kosilu pojemo nekaj malo sladkega. Naj je ta izbira bolj kakovostna, ampak tukaj se moramo zaustaviti. Problem je, ko se ne znamo zaustaviti, takrat smo definitivno že odvisniki. Jaz sem bila danes v šopingu, v Kalčku, a greva do pulta pogledati, kaj sem zbrala. Doma mi je namreč zmanjkalo cukra in zdaj sem bila čisto zmedena, pa sem kupila kar ene par zadev, pa mi prosim zdaj malo pokomentiri. Prva zadeva, ki jo ponavadi uporabljam zjutraj za proseno kašo, pač poleg cimeta in jabolka dodam, je kokosov sladkor. Tak, bolj rjav je, kakšna alternativa je kokosov sladkor? Zdaj, odkole, kar se tiče teh alternativ, seveda, alternative so v redu, če spet nimamo zdravstvenih težav. Če imamo težave s kandido, če imamo težave z srčno-žilnimi bolezni, diabetesom, karkoli tazga, rakom, tega ne uporabljamo. Predvidevamo, da so tudi gledalci, da so zdravi. Tako da to je boljša alternativa zaradi tega, ker kokosov sladkor ne dviguje tako hitro sladkorja v krvi, vsebuje nekaj teh koristnih mineralov, tudi magnezija, kalcija, fosforja, tako da ni tako predelano živilo, kot je primer recimo s klasičnim sladkorjem belim ali tudi tale sladkor, ki ga imenujemo trsni sladkor, vprašanje je tudi, koliko je v redu, če je predelan ali ne predelan, ker predelan sladkor tudi ni fajn, ker oni predelajo bel sladkor, pa samo melaso dajo česine. Tako da lahko kokosov sladkor se uporablja, ampak spet ne velike količine, ker danes ljudje res pretiravajo. Če jim tudi rečeš, lahko to uporabljaš, potem vzamejo 3-4 žlice. Veš, koliko naše telo lahko prenese? 2 čajni žlički v enem trenutku. Samo toliko sladkorja prenese. Dodatnega. Kaj pa, kokosov, zdaj si požegnala kokosov cukor. Kokosov, palmov sladkor, lahko je alternativen. Ja, ni ampak pravim tako, to je tudi podobno. Tukaj sem našla na policah tudi bio-riževo sladilo. A je to v redu? Ja, v bistvu takole pravim, je ena alternativa, riževo sladilo se pridobiva pri fermentaciji žit, oziroma samega riža, tako je tudi z ječmenovim sladom in se lahko uporablja, seveda tudi v kakšne sladice, če želimo narediti veliko boljša opcija. Ja, tle vidim, da je neka torta gor, tako da predvidevam, da je to za torte. No, to bom potencialni taščici nesla, ona fajn tole peče, tole za njo. Sam pravim, res poudarjam, ne pretiravati s količino, ne vsakodnevna uporaba, ampak res občasno. Občasno. Tukaj je pa zelen. Ja. Zelen cukor, to je pa tudi v tej trgovini 100% organic leaf powder stevia. To je odlična stvar, recimo zaradi tega, ker je to rastlina. V tem primeru v taki zeleni obliki sploh niti ni izvleček, ampak so samo listje, ki je zmleto, posušeno pa zmleto. Stevia je super, razen tega okusa, ki malo bolj spominja na ta umetna sladila, ampak se tudi lahko na to navadimo, na tak način, da dodajamo res majhne količine, se pravi, uravnava tudi krvni sladkor, pa hkrati v bistvu deluje proti kakšnim glivicam, če imamo težave s kandido, lahko pol stevio uporabljamo tudi v tem času, je zato dobra. Se pravi, imava stevio, kokosov sladkor in riževo bio sladilo, katerega bi ti zbrala kot prvega zmagovalca? Stevio. Stevia, prvi zmagovalec, drugi zmagovalec? Kokosov sladkor pa in tretji zmagovalec riževo. Najlepša hvala, Jelena, za vse te informacije. Zdaj veste, dajmo torej ne pretiravati sladkorjem, verjamem, da ga morate imeti doma na pultu in če ga že imate, pejte si nabaviti en zdrav cukor. Zdaj vidite, da imate recimo v Kalčku, imate kar nekaj izbire, pa tudi posod drugod. Sicer pa še kakšna informacija na www.klepetobkavi.si. Ne zamudite pa tudi tematike v nadaljevanju, prav gotovo vas bo navdušila.